88,9 MHz, Radio Prlek. Nuša Derenda je priplesala v eter. Nuša, zdravo. Živjo. Kako kaj valčki že gredo brezhibno? Ja, vsake toliko časa zapojem, gre brezhibno, seveda. Valček tako in drugače. Sedaj pa ravno na to sem že namigoval, kajti sedaj si obarvala se v jesenske barve in ritme jesene. Ja, jaz mal bremzam, ko pravijo po domače, ne, s časom, ne. Jesen je že skoraj mimo, ne, zdaj je že veseli december, ne, ampak jaz sem še vedno v jeseni. Ja, dobro, je pa jesen skladba, ki pač ne govori prav o koledarski jeseni, ne, ampak nekem obdobju življenja, ne, ki nas čaka vse. In razmišljam o tem, kako res leta tečejo in koliko smo že tega doživeli in preživeli in kaj nas še čaka v preostalem delu življenja. Jesen vedno lahko prinese pisane barve. Ja, tako si jo jaz tudi predstavljam. Jesen življenja v pisanih barvah, sproščeno, pozitivno, polno razumevanja, tako da vse to nas čaka. Ampak počasi. Korak po korak, če pa pogledamo na lasišče, pa je že kdaj tudi kaj zime zraven. Ja, mi ženske imamo tu malo srečo, ne? Na lasišče. Za lasišče govorim, ja. Tako, kajti za moške se to ne spodobi. Ne spodobi se, ja. No, če je s pravo mero, pa tudi gre. Odvisno od imidža, pravim jaz. Imaš prav, se pogosto sprehajaš po parku? Po parku, če je le možnost, drugače pa jaz živim bolj na podeželju, tako da imamo te razne gozdne poti in tam v okolici Brežic, pa Artič, tam, kjer jaz živim, se da fajn sprehajati. Včasih mi dela družbo Frank, no, ampak mi da ponovadi se ne sprehajava, ne še, no. Zdaj, zaenkrat, če greva kam ven, potem rajši malo tečema, hitro hodiva, ali pa greva malo v hrib kakšen. Ampak sem pa v tem obdobju korone recimo veliko spremljala tudi to naravo, kako se spreminja. To mogoče res zadnjih 25 let, še več. Nisem imela niti priložnosti, nisem vedela, kako se vse to spreminja, kako je lepa narava čez leto. Kaj sem se zamudila, ne, kar se tega tiče. Tako da uživam in ta narava in narava ti da novo energijo. Če ne drugače pa pogledaš svoj video spot za jesen in vidiš, kako je v parku. Evo, tako, to sploh ne bo več težav, če kdaj ne bom mogla na sprehod, bom pa gledala videe, Nuša, prihodnje leto je tudi 25 let samostojne glasbene kariere, zato že sedaj vabiš v Cankarjev dom. Ja, sem hitro začela, ne. Vseeno je toliko enih dogodkov in to, da je potrebno kar prav čas opozoriti oziroma pomniti svoje poslušalce, da se potem to zadnji moment ne naredi in potem marsikdo niti ne ve, ne. Jaz sem se spet odločila, da bom praznovala, tako kot sem tudi za 20 let v Cankarjevem domu in zopet bo tukaj z mano simfonični orkester, pa moj band in o ostalem bom še kaj več povedala po novem letu vseeno, ampak ve se pa že za termin, tako. Bova pa sedaj zaslišala, pa tudi naši poslušalci, tvojo jesen, zato na pragu zime nam jo pošlje vsaj nekaj koščkov. Ja, tako, mogoče pa se komu kovca malo po jeseni, tako da si naj poslušajo mojo skladbo, tako da jaz upam, da jim je všeč, je pa bolj umirjena, taka, ko je zadnje čase Nuša, ne, mogoče ali pa malo bolj razmišljujoča. Sicer pa zdaj to ne pomeni, da se ustavljam in da grem že v pokoj, ne, ampak ne, to je samo razmišljanje, ne, saj so veliko pesmi, ki govorijo različne zgodbe, v katerih se vedno kdo najde. Tako da kaj me čaka v prihodnosti, pa kaj bom snemala, se nikoli ne ve, mogoče presenetim celo sama sebe. Prebuja se dan, v mislih sem sama, razmišljam o nama. Še včeraj bila sva pomlad, držala sva svet v svetu v rokah. Prišel si potiho, požal mi lica, sedel v tišino. Za naju prišla bo najlepša jesen, ko na
klopci v parku bova sedela, listje bo padalo z dreves, otroške oči za hip bova ujela, miren bo miren najid nasmeh, še vedno za roko me boš prijel, poljubil me nežno na lica, tesno me objel kot prvič takrat, ko si rekel, da noro imaš me rad. Ko enkrat bo nama sonce zašlo, ko ugasnilo bo najino nebo, in ko spomine izbrisal bo čas, ko svet bo pozabil na najin obraz, vem, da se bova v vetru spet našla, se v oblakih objela in spet zacvetela. Vse od pomladi do jeseni